En lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste imeli dobre praznike, da ste se spočili, najedli potice in jajc in ste pripravljeni za drug naslednji video. Bil sem aktiven, ampak bili so angleški video ti danes pa na željo prav posebne osebe. Nihče drug kot moj brat me je vprašal, kaj narediti z Virgom, tako sem šel v akcijo. Če me vpraša my brother, kakšna situacija, tako je, naredim video, seveda. In še drugo vprašanje sem bil od prijatelja. Če mislim, da je Bitcoin dosegel dno, a je to s padcem ali ne. Tako da bom v bistvu kar na obe vprašanje hkrati odgovoril, zato ker itak, če gledamo samo Verge coin, nam to ne pove dosti, če si ne pogledamo celotne slike tudi skupaj z Bitcoinom. Tako da pogledamo najprej Bitcoin, preden gremo na Verge, zato ker je vse odvisno od Bitcoina. In kar vidimo seveda, tukaj je odboj, in če ste spremljali moj kanal, videti v angleščini, ampak tukaj sem napovedal odboj. In tudi sam sem vstopil v pozicijo tukaj le dol, okrog 1600-1500, tako da mi še vedno dela lep profit, če ste ujeli trade. Congratulations. Ampak ali je to dno? Se pravi, pomembna stvar tukaj je, to sem odgovoril tudi prijatelju, ki me je prvo sprašal glede tega, je, da prvo razumemo, kaj se dogaja na leverage tradih, margin tradih. Bitfinex, ki je trenutno na največjih menjalnic, kar se tiče volumna. Če si pogledamo te dve karte, to in to, na levi strani, mogoče vam je to povsem tuje, zato bom jaz v zelo preprostih besedah razložil, kaj to pomeni. To so leverage tradi, in če pogledamo, kako rastejo, tukaj od decembra naprej rastejo long, to so pozicije, dolge pozicije, in ko ljudje kupujo, in short tudi raste od januarja rastejo, in pravzaprav še nikoli jih ni bilo tako veliko, nazadnje v oktobru je bilo tako veliko short pozicij. In kaj to pomeni v preprostih besedah pomeni? Ko kupujete v margin tradu, kar tole, obe karte, to so margin tradi, dejansko kupujete z izposojenim denarjem od menjalnice, in to ne samo izposojenim, ampak dobite 3,3-krat več kapitala za vaš vložek. Se pravi, če imate recimo 1000 evrov, vam menjalnica omogoča, da kupite za 3300 evrov kapitala. In to je v bistvu nevarno, zato ker glede na to, da imamo trenutno najvišjo raven leverage tradov na marketu, pomeni, da je to denar, ki je najboljša beseda, napumpanje, to je umetno narejen denar skoraj, da. Ni umetno, zato ker je izposojen, ampak ni svež denar v marketu. To je najbolj pomemben point vsega tega, kar vam zdaj razlagam. To ni svež denar v marketu. Zato ta odboj, ki ga sedaj vidimo, so pravzaprav je kot posledica traderjev, ki so že v marketu, že nekaj časa, in so si sposodili denar za odpreti pozicije, in zato vidimo ta odboj. Kar dolgoročno ni sustainable, ni v redu, zato ker če hočemo videti odboj, potrebujemo svež denar, nove uporabnike, širšo uporabnost Bitcoina, in ne samo, da obstoječi traderji nekako stavijo na odboj. Tako da, to je to. In druga stvar je še, po mojem mnenju, seveda to ni finančni nasvet, to je samo moj pogled na market, po mojem mnenju, če želimo res videti pravi odboj, se morajo urediti tisti glavni problemi, ki so trenutno v kriptosvetu, in to je regulacija, ki je sigurno pravzaprav to je največji problem trenutno. Tehnologija zelo hitro napreduje z Lightning in Segwit in z vsemi ostalimi napredki, tako da to je super, ampak tudi če tehnologija res ekstremno napreduje in premaga vse tiste probleme, ki jih imajo, če se regulacija ne uredi, svež kapital ne bo začel prihajati noter, in to pomeni, da ne bo to nek dolgoročni odboj. In tudi po takem močnem padcu se zgubi zaupanje v valuto,
In ja, potrebujemo nekaj časa, da zacelimo rane. To je to je moje mnenje. Je pa res, da je recimo to malo podobno karti zlata. Bom še tole pokazal, gold. Tako da v bistvu to lahko primerjamo z dvema kartama. Eno je, da lahko rečemo, ok, to je podobno kot zlato in se je potem odbilo in tukaj preverilo še enkrat in to potem šlo više. In prej imelo ta paraboličen move in če vidimo že na prvo oko to zelo podobno. Podobnih karti, tako da rečemo, ok, če ima iste specifikacije, če je to ista karta kot gold, je bil to naš bottom. Je to, kar se tiče padca. Če to primerjamo z zlatom. Ampak če to primerjamo z Nasdaq, se pravi tem dot-com bubblom, ki je velikokrat, in za tiste, ki ne veste, dot-com bubble je bil bubble, ki se je zgodil leta 2000, to so bile internetne delnice, ki so zaradi tega velikega pumpa so vsi kupovali in potem se je to zgodil, ta velik sell-off, balonček je počil in če je kriptosvet bolj podoben temu, pomeni, da imamo še veliko se pravi, še veliko premika narediti v negativov, pravzaprav za dol, za proti 5000, 3000, različne številke so možne. Tako da zdaj, katera in to je pač res tisto zanimivo vprašanje, čemu je sedaj bolj podoben Bitcoin in kriptosvet ali zlatu ali delnica. Ampak jaz se vseeno nekako bolj nagibam, da gremo niže iz vseh teh razlogov, da regulacija ni urejena. In ja, zaupanje se je izgubilo, nimamo novih uporabnikov. To lahko tudi pogledamo, če gremo Google for Bitcoin. To sem že večkrat pokazal, ampak so tudi še druge stvari, ki jih lahko pogledate. Ampak ja, zanimanje za Bitcoin pada, kar vidimo tukaj. In tudi če pogledamo zanimanje za menjalnice in podobno, vse nekako pada. Tako da ja, ni tega svežega kapitala. Tako da ja, po mojem mnenju gremo še vseeno nižje, ampak vmes se bomo odbili, to je pač mogoče v nekaj naslednjih tednih. Pa pogledamo Bitcoin. In ja, in zato, zaradi tega je tradanje, day tradanje, swing tradanje tako nekako ima toliko prednosti, ker lahko delamo denar tudi v teh majhnih premikih. Jaz sem odprl pozicijo tukaj spodaj že in se pravi, to mi to zdaj lepo dela in tudi če ste sledili mojemu kanalu, ste lahko naredili enako. Ampak ja, tukaj imamo zdaj ogromno nekih točk, kjer se jim reče resistance, se pravi strop, kjer bomo čutili večji pritisk na dol in bo ljudje začeli prodajati. Tako da, ok, da me ne bo preveč odneslo stran, gremo si pogledati Verge, kaj se dogaja z Vergem. Ja, če ste spremljali moj kanal, sem objavil Verge priložnost za 500% profita. 3. februar. Zaradi tega trikotnika. 3, 2, 1. In sem rekel, ok, pogledajte, Verge se nekako ponuja za lepo priložnost za buy, tako da dobra novica je, da se je res zgodilo ravno to. Začeli smo se odbijati in dejansko je trenutno, pogledajte, točno na 3,22 se je odbil, tam kjer 3,21, kjer smo nekako postavili stop loss. Ampak to je dobra novica, slaba novica je to, da sem jaz sam že zaprl ta trade. Ja, res je. Jaz sem predlagal ostalim, da odprejo trade, ampak sam sem ga zaprl. Zaprl sem vse altcoine razen DTR. In ne zato, ker bi mislil, da bo to vse padlo na nulo, ampak bolj zato, ker sem nekako prisiljen to narediti, zato ker sem začel bolj in bolj fokusirati na trade in sem enostavno potreboval kapital za day trade. Ampak tudi to je v redu, zato ker na day tradih mi gre tudi kar v redu zadnje čase, tako da sem žrtvoval pravzaprav te altcoine za kapital, za trade in sem nekako zožal svoj fokus. Ampak za vse tiste, ki ste sledili mojemu tradu, kot je to naredil moj brat, očitno, ste naredili zelo dobro odločitev, ker pogledajte, kako to je pravzaprav Verge, eden izmed najboljših coinov v zadnjem času. Pogledamo tlele, Verge 40%, če primerjamo z ostalimi, dejansko best performer. Tako da upam, da je še kdo drug ujel ta coin.
in da delate lep profit. In sedaj je vprašanje, kje se bo to obrnilo. Vsekakor, rekli smo, da je potencial do 500% plusa, a ne? To je vse lepo in prav, ampak zato, ker je tako nesigurno, kaj se bo dogajalo z Bitcoinom, odbili smo se, samo vprašanje, koliko časa se bo to odbijalo. In če predvsem zadnje čase, kar se dogaja recimo pri Bitcoinu, če si pogledamo bliže, o tem sem tudi že govoril, ampak ogromno je teh nekih pumpov, zato ker je tako majhen volumen, da lahko veliki igralci nekako manipulirajo. Imamo ta velik pump gor in se potem takoj sesuje. In kar to pomeni, recimo tukaj, kako smo imeli ta pump za 6600 na 7200 v roku 4 ur in potem se je vse samo sesulo. In to samo pomeni, da je treba biti bolj previden in je treba biti bolj defensive, treba je biti bolj konzervativno in obrambeno. Tako da tudi takrat, ko delate plus, vzeti prej delne profite, ne. Zdaj ta strategija, kateri jaz sledim, se mi zdi, vsaj meni osebno super deluje, nekako mi je logična. In sicer je to prva pozicija, vzamemo 50% pozicije, se pravi 50% plusa, oziroma prvi take profit se temu reče. TP, drugi TP, vzamemo 25 in bodite pozorni, da pravzaprav, ko vzamete samo še 50, ostale pozicije, še vzamemo še ostalih 25%. Se pravi, če ste odprli pozicijo tukaj nekje za, 1000 evri in zdaj to skočilo gor skoraj na 2000 evrov, je treba zdaj ugotoviti, kje so te cone, kjer vzamemo te tri profite, a ne. Se pravi 50, 25, 25, lepo razdelimo. Prvi je 50 zato, ker je, da si zagarantirate tisti plus in lahko mirno spite, ker tudi če se povsem sesuje, ste še vedno lepo v plusu. In takrat, ko sem naredil ta video, še nisem jih imel, seveda, ker smo naredili video tukaj nekje februarja, tukaj nekje, nismo imeli vseh teh podatkov, ki jih imamo zdaj, tako da bomo naredili še enkrat analizo. Kaj se je zgodilo? Imeli smo ta trikotnik, nekako padajoči wedge in smo se lepo odbili tukaj, a ne. In zdaj si pogledamo tale Fibonacci retracement. In malo bomo odmaknili, da bo karta čim bolj preprosta, nekako. Čim bolj čista. Se pravi, imamo zdaj, prvo si pogledamo cone, kjer je možen strop, kjer je blockage of energy, se temu reče, kjer je prej cena nekako reagirala. In tukaj sigurno vidimo, da te dve vijolične črte, ki jih imam, seveda tukaj moramo vedeti, da to ni nekako znano, vsekakor ne moremo ugotoviti do točno satoshija, točno kje se bo to stavilo, to so vedno cone. In zato ne se sekirati, če recimo vzamete profit tukaj in gre potem še naprej, a ne, ker čisto nihče na tem svetu ne ve čisto točno, kje se bo obrnil, to so cone. In jaz vedno, ko vzamem tisto čim bolj defenzivno, čim bolj previdno, zato ker da se ne zgodi, da se to že prej obrne. Ampak da ne kompliciramo preveč, vsekakor izgleda tole zelo močno, presekali smo to trikotnik, potem smo tukaj, bi lahko imeli double top, smo presekali še ta resistance tukaj. Volumen lepo raste, kar je tudi super. Tako da naslednje cone so,
recimo tale, če raztegnemo tale Fibonacci retracement, jaz vedno gledam, kje je več indikatorjev, ki so med seboj ne povezani in so nekako pokrivajo. Ne? In če pogledamo tale 382, ta številka, v bistvu to temu se reče Fibonacci retracement, to je nekako orodje, s katerim ugotavljamo, kam projecirati ceno. Nima čisto nič opraviti s tole ceno, s temi candli tukaj, ampak je čisto naključje, da se je to nekako lepo pokriva, kar naredi to območje močnejše. To je podobno, kot da bi vam dve osebe povedale isto stvar in te osebe se ne poznate. Se pravi, tale cona vsekakor zelo močna, ker imamo tukaj obdobje, kjer je cena prej se nekako, to je območje akumulacije, kjer je cena prej se odbijala in kjer je prej, tukaj trikrat jo pretestirala in prej se je tukaj odbila. Tako da prvi take profit vsekakor tukaj. Jaz nimam več tega trada odprta, kot sem povedal. Ampak če bi jaz imel trade odprt, bi vzel profit tukaj. In to je, se pravi, poglejmo si, 1060 satošijev. In kar jaz v bistvu, jaz uporabljam en trik, pri tem jaz uporabljam, se pravi, če je to 1060 satošijev, kar jaz naredim pri teh zadevah je, zato ker čisto vsi vidijo iste karte. Čisto vsi vidijo iste karte. In če si vsi naštimajo na 1060 take profit, pomeni, da bo zmanjkalo, da bo toliko prodajalcev, da bo zmanjkalo kupcev in se vam lahko zgodi, da vaš order ne bo izpolnjen. Zato jaz na bolj previdni strani, kar naredim je, da enostavno na tretji decimalki to spustim dol. Se pravi, kar naredim in to delam pri vseh tradih, a je to Bitcoin, a je to Ethereum, a je to karkoli že je. Kar to pomeni, da bi vzel profit pri 1050. In s tem si zagarantiram čisto malo niže, da bom vzel profit pred ostalimi in za tretji decimalki pa čisto zato, ker mi to nekako poenostavi tradanje, ker je tako veliko različnih coinov in vsega, ki jih tradam in če bi zdaj za vsakega posebej imel, ok, pri tem toliko satošijev, pri tem toliko dolarjev, bi se vse skupaj zakompliciralo, tako da vzamem samo tole tretjo decimalko, dam eno niže in se pravi 1050 satošijev. In vzamemo tukaj 50% plusa. Se pravi, če ste imeli, ne vem, govorim na pamet, 1000 evrov, ki ste jih vložili in je sedaj na 2000, 1000 vzamete ven in ste si zagarantirali, da je vse ostalo samo še plus. Tako da to je to. Se pravi, prvi take profit tukaj. In potem gremo gledati naprej. Poleg številke 0382 je najmočnejša številka 618. In to, kar zdaj razlagam, je predvsem bolj konzervativen pristop. Lahko vzamete naslednji profit tukaj gor in spet namesto 1516 vzamete pri 1506 in tudi tukaj imamo, vidite, kako se to lepo sklada. To so te razmerja, zlata razmerja in to lahko si pogledamo, da točno se sklada s to svečko, čeprav nima upraviti nič s to svečko. Enostavno se market premika v takih razmerjih. In ja, kako pridemo do tistih 500%, pa enostavno počakamo, da se to raztegne, vse pustimo 25%, da gre tja gor. In ja, poglejmo si še to. Naslednja močna cona. Ok. Je 1.6
1,8, evo tukaj, tale. Sprav, potem 25% pa pustimo, da gre vse tja gor, da vam naredi res lep plus. Odvisno, kje ste šli noter, ne, pa če ste šli noter, ne vem, pri 500, da vam pride do 3500 in ste naredili krat 7, ne, s tistim ostankom. To je seveda vse odvisno od vsakega traderja, investitorja posebej, ne, odvisno je, kako potrpežljivi ste, odvisno je, kaj vam omogočajo finance, ali recimo jaz sedaj, ker sem bolj fokusiran na krajše trade, vzamem prej profit in rajš odprem novo pozicijo. Odvisno, če pa želite biti bolj pasivni, pa lahko vzamete samo profit tukaj in pustite ostalo, da vam pol leta, ne vem, 1 leto, kakorkoli, to skoraj nemogoče ugotoviti, koliko časa bo to trajalo, pustite, da teče, ne, se pravi, to se morate vprašati, kaj bom naredil s tem denarjem, ko vzamem dobiček, ali želim odpreti nove pozicije, ali enostavno želim, da to dela denar in sedi tam. In koliko ste pripravljeni riskirati. To so vse vprašanja, na katere vam jaz ne morem odgovoriti. To je samo moj pogled, kaj bi naredil jaz v tej situaciji, za bolj nekako defensive strategijo bi vzel profite že tukaj. Lahko bi seveda vzel malo bolj agresivno, naprej tukaj na 3, vsekakor na 3,82, tukaj vsekakor vzamemo 50%, da smo si zagarantirali, to definitivno vzamemo 50% tukaj, da smo si zagarantirali miren spanec in zato, da smo vsekakor v plusu naredili na to, kaj se zgodi. Ampak potem pa prilagajamo ta drugi in tretji profit, ali je to na 6,18, ali je to na prejšnjem topu tukaj gor, okrog 1,973 v tej coni, ali je to tukaj, ali je to tukaj. To je pa zdaj čisto odvisno od vas, spravi, koliko časa ste pripravljeni ostati v tradu, kaj je vaš plan, kaj želite doseči s kriptovalutami, ali želite biti investitor, ki samo drži, želite biti trader, ki je bolj aktiven. Vse to treba vzeti to za kup. Tako da, ja, evo, pošerajte, polajkajte, what you're waiting for. If you like this video, smash that like button. Tako da upam, da je še kdo drug ujel tale trade, ker se je res lepo razvil. Ja, tako lepo velikonočno darilo, evo. Vsekakor zdaj lahko kupite nekaj perhov s telim denarjem. Perhi so že imeli. Lep pozdrav, adijo.